Prešernov dan je bil letos na ruski dači še posebej živahen. Številni obiskovalci so bili navdušeni nad vodenim ogledom vile, vodil ga je Aleš Musar, ki je bila pred kratkim obnovljena in opremljena z izbranimi detajli. Da se je preselila v Sankt Peterburg, in je potem za nagrado dal posesti okrog mesta, da so si tam postavili svoje letne dvorce. Prva generacija so dejansko letni dvorci. Nekje v sredini 19. stoletja so meščani, ko so počasi prišli do denarja, prišli tudi na to idejo, da bi bilo fino, da imajo tudi oni kakšne vikende v bistvu, zunaj mest. In tako je nastala ta druga meščanska generacija dač, tiste, ki se je literarno življenje recimo odvijalo. Ali pa če gledate kjerokoli dramo od Čehova, praktično se dogaja na eni taki dači nekje zunaj mesta. In tale spada v bistvu v to generacijo. To je nekaj, kar so si privoščili bogati. So si naredili svoj vikend zunaj. In oblika, ki jo tukaj vidimo, je tisto, kar je v srednji Evropi na začetku 20. stoletja veljalo za ruski stil. In takrat je ljubljanski garnizon priredil velik banket v Unionski dvorani. In en original vabila z jedilnikom in muzikodnom imamo tukaj na dači. Profesor Bogataj je iz tistega rekonstruiral potem recepte. In občasno priredimo tako imenovano cesarsko večerjo po točno tistem meniju. Interesantno, da niso pili Puntigamerja, ampak so pili Pilsner Urquell, češko pivo. Pili so penino, Goslar Goldek, ki je najstarejša avstrijska penina in zaradi tega imamo na dači vedno kot svojo penino. Tako da, če boste šli potem na kozarček penine, boste dobili enako, kot so jo pili leta 1908. Ampak tista večerja, naša cesarska večerja, se odvija v bistvu znotraj predstave, za katero nam je Jernej Dirnbeck napisal scenarij. Tako da so gostitelji cesarske večerje družina Petrič. Dogaja se v letu 1915, tako da je podnaslov večerje je večerja s 5 hodi in eno aretacijo. Da ga na koncu odpirajo, ga pa ne ustrelimo. Ta del, ga podržimo v naslednji predstavi. Prt mi grede, če pogledate vzorc, se spomnite barvnih okn v pritličju, ki so jih Petriči dali v gradu? No, to je isti vzorc. To je bilo presenetljivo enostavno narediti. Namreč, ko enkrat, ker ta vzorc, to mrežo imamo tudi v svojem, uporabljamo v logotipu, so nam je dali v računalniško obliko in potem, ko imate enkrat to v primerni obliki, se da poslati v tkalnico in vam naredijo glagol. Zdaj, naših tkalnic toč ni več, tako da to bilo dejansko narejeno v Španiji. In cena je popolnoma sprejemljiva za glagol, mislim, da je 13 € za dolžinski meter, širine 3 metre, že da več časa. Edin problem je, da ko enkrat štartajo stroj, ga niso pripravljeni ostati prej, kot naredijo 300 metrov. Imamo veliko blaga, ampak rabimo tudi veliko prtov, kot ostani metrov. Če potipate pod tole mizo tlele spodaj na vogalih, potipate pod vogalih, boste zatipali mrežco. Ja, a to je bolj biljard? To je biljard miza. To je dejansko kombinirana miza. To so začeli delati v Angliji, takrat, ko so meščani ugotovili, da je biljard taka nobel zadeva in bi oni to tudi imeli. Potem so pa še ugotovili, da za razliko od plemičev v gradovih, oni v svojih stanovanjih nimajo ene sobe viška, kamor bi jo postavili. In so potem začeli izdelovalci pohištva delati kombinirana pohištva. Petrič, zastopnik puntigamske pivovarne, je ondan ustrelil v starotrškem lovu pri ložu jelena z 12 izrastki. Rogovje tega jelena je izredno lepo zraščeno, 85 cm visoko in 110 cm na široko razraščeno. Res izredna lovska sreča. To je bilo objavljeno v amerikanskem Slovencu 14. novembra 1913 in zraven je slika Franca Petriča in njegovih 2 sinov. 4 otroke je imel, 2 sinova, 2 hčeri, pa še enega jelena smo dali zraven seveda. Mlajši sin je edini, ki je imel potomca, 2 hčerki, obidve sta še živi, krepko čez 90,
in sta nam zaupali svoje, torej družinske fotografije. In potem, ko je bil čas, da družinske fotografije vrnemo, sem jih povabil sem, da jim povem vse, kar smo odkrili o Francu Petriču in družini. In sta bili tako navdušeni, da sta rekli, da mi veliko več vemo o njem, ker oče nikoli ni hotel o njem govoriti, to je bila pač travma, no? In da naj fotografije kar ostanejo tukaj, da za nje skrbimo. Tako da imamo dejansko originalne dokumente tega časa. Ne? Ruska dača je s tem dogodkom še enkrat potrdila svoj status pomembnega kulturnega središča.